Lepo pozdravljeni. V tokratnem srečanju vam bomo predstavili vsebinsko in oblikovno prenovljeno spletno stran Zakladnica spominov, ki vstopa že v 4. leto svojega delovanja in prinaša vedno nove zgodbe, spomine in pričevanja. Te zgodbe zarisujejo čas 20. stoletja, ko je bil slovenski prostor prizorišče 3 totalitarnih režimov, ki so do temeljev pretresli narodovo telo. Trpljenje pod fašizmom je od 20 let prejšnjega stoletja zaznamovalo Slovence, ki so živeli pod Italijo. Med drugo svetovno vojno sta fašizem in nacionalsocializem z okupacijo zamajala temelje slovenskega obstoja. Za dosego ciljev nista izbirala sredstev. Z medvojnim revolucionarnim nasiljem in izrabo osvobodilnega boja za prihod na oblast pa si je utiral pot tretji totalitarizem, to je komunizem, ki pa se je v vsej svoji totalitarni podobi udejanjal še desetletja po koncu II. Svetovne vojne. V omenjenem zgodovinskem okviru se odvijajo zgodbe pričevalcev, ki jih zbiramo na Študijskem centru za narodno spravo in so objavljene na spletni strani Zakladnica spominov. Poleg orisov medvojnega časa je veliko spominov vezanih na prva leta po vojni, ki so za mnoge civiliste pomenila začetek begunske poti z avstrijske Koroške in Italije čez ocean v nove dežele. Za domobrance, ki jih je britanska oblast vrnila v Jugoslavijo, je vrnitev pomenila skoraj gotovo smrt. Za Slovence, ki so ostali doma, pa je bil to čas brezpravja in policijske države, ovajanja, vohunjanja, kratenja svobode misli in gibanja, montiranih sodnih procesov, uničevanja zasebnega kmetijstva, obrti in podjetništva, nadzora v šolskih institucijah, nacionalizacije, boja proti cerkvi in še mnogih pojavnih oblik, ki so lastne totalitarnim in avtoritarnim sistemom. Na ogled so torej pričevanja Slovencev in Slovenk iz sveta, pričevanja zamejskih Slovencev in Slovencev iz matične domovine. Spletna stran je namenjena pričevalcem samim, njihovim družinskim članom, sorodnikom, prijateljem, zainteresirani javnosti, prav tako pa je uporabna v vzgojno-izobraževalnih procesih. Zbrana pričevanja pa služijo tudi raziskovalcem, ki se ukvarjajo s tematiko kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin v slovenskem prostoru 20. stoletja. V nadaljevanju vam bo Mirjam Dujo Jurjevčič predstavila in povedala nekaj besed o sami tehnični prenovi in o oblikovni posodobitvi spletne strani. Izvedba projekta je bila že od samega začetka podprta s strani Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kar se uradu tudi zahvaljujemo. Ker smo v preteklem letu zaznali potrebo po nadgradnji obstoječe spletne strani, smo se ponovno prijavili na razpis Urada za Slovence po svetu. Tako smo v letu 2021 izvedli oblikovno in vsebinsko prenovo spletne strani, dodali nova pričevanja ter jih prevedli v angleški in španski jezik. S prevodom v španski jezik, ki je poleg slovenščine in angleščine najpogostejši pogovorni jezik naših uporabnikov, smo nagovorili uporabnike novih jezikovnih območij in razširili polje zainteresiranih poslušalcev. S prevodi smo vsebino približali mlajši generaciji, predvsem tistim, ki so dvojezični in družinam mešanih zakonov. V času izvajanja projekta smo vnesli tudi nova pričevanja, ki smo jih posneli med Slovenci po svetu v preteklih letih, ko smo bili sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, gostje slovenskih skupnosti v Severni in Južni Ameriki. Spletno stran smo nadgradili s fotografskim in dokumentarnim gradivom. Prenesli smo jo na varnejši strežnik, ki zagotavlja varno hrambo objavljenih vsebin. Kot smo že omenili, smo dodali nove zavihke in razširili vsebino. Projekt nadgradnje spletne strani Zakladnica spominov je potekal od marca do decembra 2021. Izvajale smo ga sodelavke Študijskega centra za narodno spravo v okviru enote za svetovanje.
Po novem na spletni strani objavljamo tudi gradiva in dokumente, ki smo jih na Študijskem centru za narodno spravo prejeli od posameznikov, zato vabim sodelavko Nežo Strajnar, da nam predstavi omenjeni sklop. Pomembna dejavnost Študijskega centra za narodno spravo je tudi zbiranje arhivskih in materialnih virov s področja kršenja človekovih pravic in nasilja totalitarizmov na Slovenskem v 20. stoletju. Tako smo, kot je že Mirjam omenila, v preteklih letih sprejeli v dar nekaj zanimivih zapuščin dokumentarnega gradiva. To gradivo vsebuje predvsem pisma, razglednice, fotografije, spomine iz obdobja fašizma, nacizma, druge svetovne vojne, povojnega revolucionarnega časa, socializma in iz obdobja slovenske osamosvojitve. V lanskem letu smo se odločili, da bomo te zapuščine predstavili tudi na spletu, in sicer na spletni strani Zakladnice spominov pod zavihkom zapuščine. Do sedaj sta tako predstavljeni dve zbirki, in sicer zbirka Ferda Bidovca in Uroša Šušteriča. V prvi zbirki hranimo originale edinstvenih in vsebinsko bogatih pisem Ferda Bidovca, ki jih je pisal v družini iz zapora v Rimu od konca maja do avgusta 1930, ter njegove fotografije iz mladosti. Bidovec je bil slovenski domoljub in organizator odpora proti fašizmu. Na posebnem sodišču za varnost države v Trstu je bil na prvem tržaškem procesu septembra 1930 skupaj z Marušičem, Milošem in Valenčičem obsojen na smrt z ustrelitvijo. Pisma in fotografije je Študijskemu centru podarila njegova nečakinja, gospa Majda Kompancolja. V tej zbirki hranimo tudi zapise, časopisne članke in dokumente, ki jih je gospa Majda zbirala na temo protifašističnega boja, organizacije Tigar in bazoviških žrtev. Iz gradiva je razvidna tudi njena družinska zgodba. V drugi zbirki pa je gradivo gospoda Uroša Šušteriča, ki je bil med drugo svetovno vojno častnik Jugoslovanske kraljeve vojske. 19. septembra 1946 ga je komunistična oblast zaradi sodelovanja z četniškim oziroma ravnogorskim gibanjem obsodila na 2 leti odvzema prostosti s prisilnim delom. V času demokratizacije Slovenije je bil soustanovitelj Socialdemokratske zveze Slovenije. Bil je tudi avtor več knjig, med njimi je najbolj znana Ravna gora, moja usoda. Študijski center hrani njegove spominske zapise, dokumente, fotokopije, izpiske iz knjig, članke, fotografije in pisma. Večina gradiva se nanaša na četniško gibanje, na čas druge svetovne vojne in povojni čas. Nekaj gradiva pa je tudi iz obdobja ustanavljanja Socialdemokratske zveze Slovenije. Predstavitev zbirk in popisi gradiva so dostopni na spletni strani Zakladnice spominov pod zavihkom zapuščine. Originalno gradivo pa hranimo v prostorih na Študijskem centru, in sicer na Tivolski 42 v Ljubljani. In je dostopno v vpogled zainteresirani javnosti po predhodnem dogovoru. Za leto 2022 načrtujemo ureditev in predstavitev gradiva, ki ga je Študijskemu centru podaril dr. Lovro Šturm, ter predstavitev in objava seznama požganih vasi na Dolenjskem, v Beli krajini in v okolici Ljubljane, ki ga je pripravil notar Jože Lesar med drugo svetovno vojno. Preden predam besedo Marti, pa vas vabim, da nam pomagate vsebine naših zbirk nadgraditi in jih obogatiti z novimi arhivskimi in materialnimi viri iz vaše osebne ali družinske dediščine. Spletno stran promoviramo z objavljanjem njenih vsebin, to se pravi pričevanj, v obliki videodogodkov. Tako smo v preteklem letu izvedli kar 15 videodogodkov, ki so dostopni na spletni strani Študijskega centra za narodno spravo in o njih obveščamo širšo javnost. Naši pričevalci so, če smem tako reči, tudi redni gostje v oddaji Moja zgodba na Radiu Ognjišče, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri. Pričevanja pa so prav tako promovirana preko Twita in dostopna na nekaterih drugih socialnih omrežjih. Cilj te vsebinske, oblikovne in tehnične prenove je bil večja dostopnost, preglednost in hkrati bolj privlačna podoba spletne strani.
Hkrati želimo z njeno vsebino utrjevati in ohranjati narodno, kulturno, jezikovno identiteto Slovencev doma in po svetu ter skrbeti za povezovanje slovenskih skupnosti z matično domovino in povezovanje ter vključevanje mlajših generacij. Objavljena pričevanja, kot sem že omenila prej, so dragoceni vir za znanost in izobraževanje, predvsem pa za raziskovanje begunske tematike. Z delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje in spletno stran obogatili z novimi vsebinami. Zato vas vabim k sodelovanju, vse, ki nas spremljate, da nam posredujete kontakte pričevalcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati z nami. Vabim vas torej k ogledu spletne strani na povezavi zakladnica spominov -scnr.si. Najlepše se vam zahvaljujem za pozornost in vas lepo pozdravljam.